Zdaj pa na obalo v Piranu slavijo. Prvič v zgodovini so dobili svojo lastno, avtohtono in izvirno sladico, imenovano štorta. Kar je za Bled kremšnita in za Prekmurje gibanica, je zdaj za Piran štorta. Torta, katere glavni sestavini sta oljčno olje in piranska sol. Kako Piran predstaviti v eni tortici? Torej, glavna sestavina je bila prvo piranska sol, torej solni cvet. Potem smo mogli pa še nekaj dodati zraven, tako da oliva se nam je zdela odlična ideja. Sam da ni štorkla. V glavnem, zanimive sestavine, pa še tale šef je na podoben način povedal, kaj jaz, ko prijem pozno domov, pa brskam po hladilniku, če še kaj užitnega not. Tle sem zanašal en plesniv sir, zdaj pa treba še nekaj dodati. Tele kumarce z leta 2019. To bo nekaj, kar bo boljše od blejske kremšnite, to je naš cilj. Torej, vemo, da je Piran eno najbolj obiskanih mest v Sloveniji in ko turisti prihajajo skozi vsa ta leta, sprašujejo samo po blejski kremšniti in prekmurski gibanici. In mi smo skozi vsa ta leta razvijali, ne hočemo, da pridejo sem zaradi piranske tortice. To si pa predstavljam, da ni lušen. Prijet v Piran, pa pros za kremšnito, pa za prekmursko gibanico. To je približno tako, kot bi prišel v Valterja, pa rekel, jaz bom pa eno miso, juho, pa sašimi. Kaj, nimate? Ampak so prijazni na obali, če si zaželite kremšnit, vam bojo tudi to dali. Stisnenimi zobmi, ja, je res, ampak vam bojo dali. No, zdaj imajo čisto originalno sladico, tako da ne boste praznih rok, ko vas promenade odnesejo valovi. Boste imeli nekaj za jesti. Zaradi zasneženih cest so se oblasti v latvijski prestolnici Riga odločile, da bodo z brezplačnim avtobusnim in tramvajskim prevozom po mestu spodbudile voznike avtomobilov, da svoje jeklene konjičke pustijo doma. Za brezplačno vožnjo je potrebno preložiti le vozniško dovoljenje. Zamisel so hoteli ob zadnjem sneženju uporabiti tudi v Mariboru, a se je izkazalo, da so tam večini voznikov že za Martinovo vzeli vozniško. V Paragvaju pa so odpustili višjega uradnika, potem ko je podpisal memorandum o sodelovanju z državo, za katero je kasneje izvedel, da ne obstaja. Vodja pisarne kmetijskega ministra Arnaldo Camorro je pojasnil, da so se mu domnevni prevaranti predstavili kot uradniki iz Združenih držav Kailasa. Še dobro, da ga niso želeli nategniti domnevni uradniki iz Slovenije, ker za to državo pa še zid ni slišal. V koperskem lokalu so se sprli 4 moški, eden od njih je grozil z motorno žago, potem so se drug za drugim odpeljali na policijsko postajo, kjer so se stepli. Policisti so pretep prekinili in zasegli motorno žago, njenemu lastniku pa tudi avto, ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Najbolj nenavadno pri incidentu pa je to, da se je zgodil v Kopru in ne v Mariboru. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.